In v tem primeru, s katerim smo soočeni, lahko rečemo, da gre pravzaprav za prvi velik ekoreferendum v Sloveniji. Namreč soočeni smo z nekim procesom degradacije okoljskih standardov, lahko rečemo, da se je začel že z tisto nenavadno izjemno zakonodajo pri postavljanju Magne, potem se je nadaljeval z različnimi izigravanji javnih interesov pri hidroelektrarni Mokrice, potem se je nadaljeval z tem paketom okoljske gradbene zakonodaje, kjer so pravzaprav zmanjšali vlogo javnosti in okoljskih organizacij in lokalne skupnosti pri vplivanju, kaj se dogaja z okoljem. In zdaj nazadnje je prišel ta zakon o vodah, kjer pa lahko rečemo, je ljudem zares, bi rekel, vse prekipelo. Namreč ravno voda je tisto pravzaprav, kar nam zagotavlja življenje, kar je pač iz vseh vidikov morda tisto največje bogatstvo, ki ga potrebujemo in ki ga premore tudi Slovenija. Lučka Kajšev Bogataj je rekla, enkrat to je, rekel, slovenska nafta.